Danes je materinski dan in seveda dijaki so dobili že včeraj pri pouku teorije nalogo, da prinesejo darila za svoje mame, pa da bodo pripravili si seveda tudi šopke in seveda zdaj ustvarjamo tisto, kar sicer ustvarjajo za nas cvetličarji. Ampak ker smo mi cvetličarji, to sami delamo. Vidimo tudi različno cvetje, od vrtnic do... Ja. Pri praktičnem pouku seveda uporabljamo delno cvetje, ki ga kupimo iz borze, delno pa seveda tisto, kar uspemo sami vzgojiti v okolici šole in to so razni telohi, potem narcise zdaj cvetijo, resa, skimija, seveda uporabljamo tudi zelenje, ki spada zdraven, kakšne suhe veje, vse, kar najdemo, nam pride prav. Pomenili ste borzo. Odkot torej prihaja to cvetje? Nažalost, večino rezanega cvetja v Slovenijo prihaja iz Nizozemske, torej iz cvetličarske borze iz Nizozemske. Želeli bi si, da bi bilo v Sloveniji več pridelovalcev rezanega cvetja, vendar vsak dela za to, da zasluži in seveda nažalost ne moremo zaslužiti s proizvodnjo cvetja doma. Še zmeraj čas, da se tisti, ki jih zanima delo cvetličarja, cvetličarke tudi vpišejo v vaše programe. Kaj svetujete mladim, ki se nekako odločajo za nadaljnjo življenjsko pot? Ja, najbrž bi dijaki znali lepše povedati, zaradi česa so se odločili za cvetličarski poklic. Sama menim, da je to eden od najlepših poklicev, najbolj tak ustvarjalen. Vsak dan je nekaj drugačnega, vsak cvet je drugačen, vsak material je drugačen in vsak dan delamo tako z drugimi strankami, kot tudi z drugimi materiali, tako da nam ni nikoli dolgčas. In tisti, ki je ustvarjalen, ki ima rad cvetje, seveda je za njega zagotovo najboljši program cvetličar. Kolikšno je po vašem mnenju zdaj zanimanje za ta poklic? Zanimanje za čuda ni tako zelo veliko, kot bi si mogoče želeli ali pa kot so potrebe na tržišču, ker sem bila deloma zadolžena tudi za praktično usposabljanje z delom, pa vem, da me veliko delodajalcev iz cvetličarn kliče, da bi zaposlili cvetličarja. In seveda torej potrebe so, se da zaposlitev najti, lahko tudi odprejo svojo cvetličarno, samo treba je imeti pogum in se odločiti. Čeprav na prvi pogled mogoče ni najbolj, bomo rekli, zaželjen poklic, saj vemo, kaj se otroci odločajo, ampak menim, da je pa najlepši, no. Sem prepričana o tem. Brez dvoma. Je. Melisa, kaj pa nastaja izpod vaših rok? Nastaja trenutno, to je sicer bilo kupljeno, prav personaliziran za mojo mami, darilo mene pa moje sestre. Tole spodje pa lesena podlaga, ali kolut, pa bom pa samo z vrvico lepo gor to fiksirala, pa dodala par dekoracij zraven, minimalistično, da se v bistvu pride do izraza, ne, tista glavna stvar, tako da upam, da bo v redu, no. Mi lahko opišete vašo smer in kaj vas je v bistvu navdušilo za to pot? Šolo sem začela na programu Cvetličar na tej šoli. V bistvu so me pa navdušile neka ljubezen do rož, ko sem jo imela že od malega, zmeraj sem rada neke šopke delala. Imam pa tudi v družini sestrično, ki je v bistvu to šolo že naredila in me je tudi ona pa nekako navdušila. 3-letni program sem potem končala in sem šla naprej na +2 program, poklicno-tehniški program, kjer si po poklicni maturi hortikulturni tehnik oziroma tehnica. Tako da od mature nas loči še 1 leto, da smo v 4. letniku. Se vidite na samostojni poklicni poti ali? Nisem še preveč razmišljala o tem, ampak mislim, da po samem zaključku šolanja bi se raje najprej nekje zaposlila, pa mogoče potem razmišljala o tem, da bi v bistvu svojo dejavnost imela. Cvetličarstvo je zelo
inovativen poklic, v bistvu, ki vas lahko pelje na različna življenjska področja. Ja, mislim, da je to kakor pač res inovativno, imaš veliko v bistvu možnosti, res iz česarkoli, če si dovolj domislen v bistvu, če znaš videti neko lepoto v večjih stvareh, lahko tudi iz nečesa, ko mogoče drugi ne vidijo neke vrednosti, lahko ti v bistvu narediš neke res lepe stvari in je res veliko možnosti v tem poklicu. Odkot prihajate, Matija? Prihajam iz okolice Metlike. Cvetličarjev je bolj malo, ali se motim? Jaz sem končal 3-letni program kot vrtnar, zdaj sem se pa upisal +2 program kot hortikulturni tehnik. Trenutno? Sem zavil čokolado, oziroma še zavijam za doma, za materinski dan. Zakaj se vam zdi ta smer šolanja zanimiva, primerna? Ker meni je zanimivo, ker veliko se ustvarja in po moje se da veliko tudi naučiti. Kje se vidite v prihodnje? Ne vem še, moram še razmisliti. Seveda je zelo ustvarjalna tudi Katarina Čelič. Kaj delate? Šla sem si nabrati sivko, ki bom potem umestila v šopek. Cvetje pa sem si kupila, da bo šopek še bolj... Šopek za mamo? Ja, šopek za mamo. Kaj vas je v bistvu navdušilo za ta poklic? Zelo mi je všeč delo s cvetjem in ob njem se človek sprosti in odmisli na vse stvari. Se že vidite kje na življenjski poti v prihodnje? Imam nekaj želja. Bo to samostojna pot ali Pustim presenetiti. Veliko uspehov vsem skupaj želim tudi v prihodnje in seveda ob materinskem prazniku tudi vse najboljše. Najlepša hvala. V bistvu gre za manjšo skupino pri vas, ne? Ja, pri nas v bistvu imamo, bom rekla, manjše skupine, ampak delo z njimi je seveda potem veliko lepše, ker se lahko kot učitelj posvetim vsakemu posebej in seveda tudi več različnih del lahko potem naenkrat delamo, je, bom rekla, najlepše delati s skupino tam nekje do 10 dijakov naenkrat. Zdaj imate srečo, da lahko praktični pouk nemoteno teče. Kaj pa prej, ko je šolanje potekalo samo na daljavo? Ja, ko je šolanje potekalo na daljavo, pa je bilo tako, da sem res zelo veliko stvari doma naredila, posnela, potem sem posnetke posredovala dijakom in seveda pričakovala od njih enako delo, ne. Moram pa reči, da se nasmihajo, ne, da marsikdaj je bilo tako, da na videz je še izgledalo približno tako, kot je naredila učiteljica, na koncu pa, če bi prijela stvari v roke, pa jih pobliže pogledala, ne bi bilo enako. Torej, ničesar ne more nadomestiti ali pa noben posnetek, noben ogled filma ne more nadomestiti vlogo učitelja, ki jo imamo kot učitelji, kadar izvajamo praktični pouk. To je zelo pomembno. In seveda tudi to, da pokažem dijakom, kaj vse v naravi, v grmovju, konec koncev, najdemo lahko in uporabimo kot cvetličarji. Pomembno je samo, da prinesemo domov ali v učilnico in seveda to očistimo, pripravimo na način, da bo primeren za uporabo in seveda to tudi uporabimo. Zdaj, cvetličarji vemo, da naša glavna oprema v avtomobilu so škarje, ne, ker nikoli ne veš, kaj ob cesti zanimivega najdeš in to je treba seveda znati izkoristiti. Slovenija zaenkrat še ima to prednost, da nam je dovoljeno v naravi nabirati, če ne delamo škode, seveda, se pa to lahko zelo hitro spremeni. Potem bodo razmere drugačne. Dijake spodbujamo k temu,
da znajo opazovati, da znajo delati stvari, da se znajdejo v vsakem trenutku, da spremljajo praznike, da spremljajo dogodke in da, bom rekla po domače, da za rojstni dan ne kupijo čokolado, ampak cvetličarji naredijo šopek, vrtnarji zasadijo nasadek in ga poklonijo potem naprej. To je zelo pomembno. Hvale vredno je seveda, da jih spodbujate k inovativnosti in izvirnosti. Ja, to pa vsak dan, verjetno bi sami tudi znali povedati, da pri urah ves čas poslušajo. A ste opazili onega ptička na veji, a ste videli tiste rastlino, ki zdajle cveti, a vonjate, kako španski bezeg diši in tako naprej. In včasih se že malo, bom rekla, nasmihajo, ne, kadar začnemo s kakšnimi takimi malo filozofskimi razpravami. Ampak to je del poklica cvetličar in vrtnar. Konec koncev cvetličari in vrtnari nismo samo izdelovalci nekih šopkov, ampak smo tudi, bom rekla, psihiatri, zaupniki našim strankam, jim svetujemo, se z njimi pogovorimo, marsikdo nima nekoga, s katerim bi debatiral, pa potem z veseljem pride v cvetličarno in se kakšno reče. Pomerjate kdaj svoja znanja in seveda izkušnje tudi z drugimi na kakih tekmovanjih? Seveda, malo pogrešamo tekmovanje v zadnjih 2 letih. Ne? To je bil zelo pomemben moment tudi v učnem procesu, ker pri nas, glede na to, da imamo malo manjše skupine, nikoli nismo pripravljali na tekmovanje samo tekmovalca samega, čeprav z njim je bilo treba več delati, ampak tudi pri praktičnem pouku smo potem opozarjali vse dijake na tiste pomembne momente, ki jih morajo upoštevati pri tekmovanju. Malo nam je žal, da bo zdajle generacija zaradi COVID situacije šla mimo brez tekmovanj, ker so bila zelo pomembna tudi za izobraževanje. In seveda tukaj moram izreči pohvalo tako Centru za poklicno izobraževanje kot Obrtni zbornici, ki se je res zelo prizadevala, da so bila tekmovanja na nivoju in vredna imena tekmovanja. In se zelo veselim trenutka, ko bomo spet prišli nazaj v to situacijo. Tako, dijaki pa tudi sami vejo, da potem, ko 2 dni ali pa 3 dni preživijo z mano v Mozirju, ko smo od 7 zjutraj pa do 8 zvečer ali pa do 9 zvečer v parku in se dela, dijaki tekmujejo, učitelji moramo pa kaj drugega delati, ne. Ja, moramo delati, ravno tako iz kakšne dekoracije delamo in tako naprej, ampak to je za oboje zelo pomembno. Vsi se ob vsakem tekmovanju nekaj naučimo, tako dijaki kot učitelji. Nekoč je prišel v eno kraljestvo k kralju na obisk kralj sosednjega kraljestva. In sta šla v park, kjer sta opazovala izredno lep nasad tega parka, različne rastline. No, in potem je ta sosednji kralj prosil tega kralja, ali mu pokloni eno rastlino, ki jo ni še nikoli videl v tem parku. Je rekel, ne, to pa moram vprašati mojega vrtnarja. No, in pokliče vrtnarja. In potem pride ta vrtnar in potem ta kralj, sosednji kralj prosi tega vrtnarja, če mu pokloni tisto rastlino, ker se mu izredno dopade, pa jo ni še nikoli videl. Ta vrtnar je pa rekel, lahko vzamete katerokoli rastlino iz tega parka, ampak te rastline vam pa jo ne dam, ker to je nekaj posebnega. In potem se obrne ta matični kralj sosednjemu kralju, si videl, vrtnar je več kot kralj. Kaj trenutno tu nastaja, če mi lahko zaupam? Potaknjenci balkonskih rastlin so to, ja. Učijo se v bistvu razmnoževati rastline, naši dijaki. To so dijakinje programa Cvetličar, 1. letnik. V bistvu, če hočemo nove rastline vzgojiti, moramo znati tudi pravilno pripraviti potaknjence. Potaknjence pravilno odrezati, pravilno pripraviti substrat, ploščo napolniti.
In potakniti. Vsega lahko kar daš noter, Lucija. Tole. Na ta način dobimo nove sadike, ne? Da si tudi malo v bistvu povečamo repertoar, da spoznamo rastline na ta način. In kakšne vrste? Tole so trenutno balkonske rastline, drugače pa tudi zelišča potikamo, ne? Kakšne druge okrasne rastline, ko je pa za to primeren čas, tudi grmovnice, ne? V zimskem času. Če so predolgi, samo takole skupaj primeš, da malo te vršičke odstraniš spodaj, še malo prikrajšaš. Evo, takole. V bistvu zdaj je tu manjša skupina? Ja, to je en razred. Ja, en razred, ker v bistvu je tako, ne, da se kombinirajo različni programi skupaj, ne, če so manjši razredi, tako da dekleta so skupaj v razredu z gospodarji, ne. Lahko so pa seveda zraven tudi vrtnarji, ne, odvisno od letnika, ne. S prebujanjem narave spomladi se v bistvu pričenja tudi delo zunaj v naravi in najbolj enostavno je v bistvu razložiti, kaj in na kakšen način pridelujemo, če lahko dijaki to tudi sami v bistvu poskusijo in se sami preizkusijo, na kakšen način lahko opravijo delo. In kaj trenutno upravljajo dijaki? Dijaki trenutno obdelujejo zemljo, na katero bodo potem zasadili v bistvu zeliščni vrt. In zelišče uporabljate tudi? Zelišča se kasneje uporabljajo tako v kuhnjah, kot nenazadnje tudi v laboratoriji za izdelavo različnih tinktur.